Pičim v pivko, grem v vojaški muzej. Nekaj časa sem si že želel iti tja in zdaj sem dobil darilo za rojstni dan, tako da pičim, pa da vidimo, kako to izgleda, ker tokrat gledam že po tej televiziji, pa po internetu, da prav me ferbec smatra. Evo nas, prišel sem po tole želvo. Zdaj pičimo, se vstavimo nekje na eni pumpi, vzamem kaj za pit, pa naprej proti pivki. Tole je po moje kakšen tak protiraketni sistem. Roland 2, nosilno vozilo. To je samovozni raketni sistem kratkega dosega Roland. Kipi v depoju so na prostem so del kiparske zbirke, ki je bila do leta 1948 ustvarjena za Titovo vilo na Bledu. Z dodanima kipoma Josipa Broza, Tita in Kurirčka. Kurirček, udarnik, rudarja. Drvar, Grand Master Chief Josip Broz Tito. Bombašt, prikaz napada partizana in partizanke. Pol imamo tle partizana, partizanska družina. Tle je še bombašica je bila, pa na čelu brigade. Ja, drugače sam sekunda za podpornika tega videa in to je Surfshark VPN. Kaj je to VPN? To je privatno virtualno mrežje, s katerim lahko kupaš ceneje karte v tujini za letala, lahko gledaš ameriški Netflix in marsikaj drugega. Drugače Surfshark ima še eno novost in to je Surfshark One. To pomeni, da ima 3 stvari. Surfshark Search, anonimni brskalnik brez oglasov, Surfshark Antivirus, ti ščiti računalnik pred virusi, pa Surfshark Alert, ki ti pove, če ti kdo udaril kompjuter. Vse to dobiš s kodo Dinoti 3 mesece gratis. Idemo pa naprej. Evo ga lahki tank M3A Stuart. 4 so bili noter, 120 na dosega, 60 km je bila maksimalna hitrost. Samo čist mehen topič. Pa imamo tle še enega M3A3, ta je pa podoben zelo. Malo sem prebral o teh tankih, to je Stuart, to so ameriški bili. Ta je bil prva izvedba, ta je bil druga izvedba. In to so bili taki lahki tenkiči, katere so Nemci tolkali kaludi in so bili bolj tako lahka meta, ampak je razlika med tem, ta je imel ravni, prav klep, ta je imel pa že švasan pa poševan, kar je pomenilo, da je v bistvu se lažje odbil metak. A ti veš, da je Harley Davidson, ki je izdelal 20.000 primerov tega motorja, je postal takrat največji proizvajalec motorjev. Uporabljali so jih večino za prevažanje pa kurirske fore. In pazi tukaj, kako ima utoko za puško. Samovozna havbica M7 Priest. Tukaj ima Shermana, to je ta znani ameriški tank, ki je v bistvu rokal vse, kar je prišlo. In tole je v bistvu M47 Patton, M36 Jackson, samovozni top. Kaj je razlika med tankom pa samovoznim topom? M3 Scout Car. Kam ti bežiš? Tam je simulator letenja. Dobiš v naviju čala? To je tisto, kaj jaz nisem hotel, če mi bilo slabo. Ne, slabo pa tega nisem. Ega, motor samohodnega topa, košen motor. Gledamo, koliko ima cilindre, vse okoli in okoli. Evo ga, M8 Greyhound. Koliko je teh ameriških starih tankov pa tega? Nis videl, ko piše, da je Amerika pa Slovenija združena nekaj na začetku ali na vhodu. Se pravi Spitfireov motor. In tole je v bistvu simulator Spitfire. Orel IR-93 Vultur. Največja maksimalna hitrost 1100 na uro. Romunsko podzvočno letalo. Sovjetska samovozna havbica Gvozdika. To je bilo iz leta 1969. Kva pa tole, to je pa premični most. Ta je prišel, pa je položil, pa ti je naredil most. Veš, da so tanki lahko šli mimo. MT-55A. Nosilec mostu. Največja hitrost 50 na uro. To je iz Češko-Slovaške iz leta 1963. Tle imamo pa neko lokomotivo, ki je ogromna. Če ti sam pogledaš, kako je to narejeno, koliko je to enega železja, koliko je to ene, kako bi rekel, tehnologije. Pa kdo se to spomne, da naredi vse to? Jaz, ko mi Lego sestavim po unih navodilih, sovjetska vlečna havbica, to je imel dometa do 20 km. Light tactical, to je kot v igricah, uni tureti, a veš, kaj jih postaviš, tisti stolpi. Jurišno-transportni vojaški helikopter Mi-8. To je najbolj množično proizvajanje helikopter vseh časov. To jih izdelane več kot 16 000. A je tega pol Rambo roku? A veste, kaj je vzel lok, pa ga je spičijo? Ne vem, ampak ja. Glej to, stari, kako so pa to ven dali iz vode? Andreja, gremo na križarjenje s policijskim. Ja, gremo na morje.
netrzajni top, pa imamo tle protiletalski top, pa imamo tle Oerlikon, veliko železja na enem kupu, da sploh ne ločuješ, kva gledaš. Evo, Resita, minomet, sovjetski polkovni top, tak minije, to ti je pa samovozni top. A pazi foro, to ti je protiletalski, ti se sem gor sedeš, da še eno nogo tja se razkrečiš tako, da še eno nogo tja in dejansko imaš tole vse med noga. Ti pol tukaj v tem vrtiš, šopaš, eni so imeli še benzinski motori, ti imaš med nogami pravi top, stari. Večcevni raketomet, plamen. In to, kar začne. Pa je to vlečni traktor, majki, M5 HST. To so to so vlekli topove. Ja, kjer sem jaz? Pa vse je logično, vlečni traktor vleče topove, evo ga se, evo. Koliko je to top, stari? Lega, tega sem pa videl v filmih, ta je pa pol kamion, pol goslenica. Wow, stari moj, le to avion. V bistvu, ko ga pol fali. Ne, to sta dva. Wow, kam so jih spravili? Veš, temu so krilo trgali, so ga dali tja, pa temu so krilo trgali, so ga dali tja. Prav, tole je pa Greyhound. To bolj pa narejeno kao za proti tankom, sam je topič tam mali je bil preslab, pa so ga naredili kao nekega debelizvidniško varianta, pa je leto baje 90 na uro, ampak sam na res lepih cestah, drugače je bil pa ful občutljiv na tankovske mine, ja pa pogledaj, koliko je jadan, stari, ni čudo. Ko imaš pa ti to? Lovsko puško. To je pa Thompson, pa si rekla, da je težko, pa čak kako si prijela zdaj to? Pa se ne znam. A si prst dala not? Ne, nisem nikamor. Primaš ga tvole, gled, in ga tako primaš. In po... Ta roka gre sem. Sem. Ta roka gre pa sem. Tako. Tako, zdaj pa ta roka gre sem. Sem. Kjera? Sem, spodi, tako, ja. A ja, sem tlele tam. Bravo, pa daj to na rame, tako. Tako, ja, zato da te upre in zdaj prst sem not. In kad zdaj roka, zdaj imaš oporo. Zdaj pa gled tukaj na nišem, to. Pa to skupaj. A čez to mikroluke? Tako, ja, in tukaj moraš izenačiti, da veš, kje cila. Rokaj. Kako lovi meni, da to držim? Pazi zdaj to foro, to ti je pa haubica, ki mi je ful znana in po moje bila iz prve svetovne vojne. To ti je haubica Schneider. To sem videl v teh partizanskih filmih, zaradi teh koles. Ja, in piše iz časa prve svetovne vojne. Veka so lesena. Vse po temu vem, veš, mi smo včasih gledali filme partizanske, pa smo to vse videli tam, ne? Zato smo tudi znali prijeti materlesko. Kam greš ti gor? Ja, trdo, mrzlo, grobo. Več placa ni bilo. To, kaj si noter, si kot v mesorezanci. Kot v mikserju. Tega je več kot tle. Ja, tukaj je v bistvu šofer. Tam gor so... Tle pa strelja, ampak tle nič ni bilo. Tam jih je pa 4 noter. Ok, res smo pri tem v tanku mali drugačke T55, ampak jaz vem, da sem šel gor z une strani in sem rokoval s tistim materlezom, to je protiavionski, in ti, ki si prišel noter, ti si se usedel noter, je bil en tak mehen stolek in si imel tak periskop in si lahko videl sem tako pa tako. In ti noge si moral imeti gor, ker to se vrti, ne, kupola pa to se vrti drugače. In zraven tebe na levi strani je top, sprav notranji del topa in ta top se premika. Ko on namerno enega ti se voziš po krivem terenu, se ta top pač premika in če ti daš roko tako, ti odtrga roko. Pa na desni strani, ki si ti skupala, ne, se to tudi vse premika in če daš roko tako, ti odtrga. Če daš nogo tako, ti odtrga nogo, a ne. Zakaj? Ker spodnja stran se obrača kontra od zgornje. In pol ti kot polnilci mogel dol vzeti tuno granato, ki je bila težka 35 kg, si mogel odpreti zaklep, to granato dati not, zapreti in pol se postaviti svoj položaj, ki je to ruknil, stari, ta top. Bum! T-34, se pravi en zelo uspešen tank, katerega so se Nemci kar bali. Tole je pa njegov motor V12 dizel, je pa tale tank predhodnik tanka T-55, v katerem sem bil. In to so v bistvu tanki takrat bili state of the art, najjači in so bili strah in trepet proti recimo Nemcem pa drugim sovražnikom. Kaj si pa zdaj najdla? 2 sedeža. A ti veš, koliko je glasen ta motor? A ta motor je tukaj. In jaz vem, takrat, če te spiči metek čez motor od ozad, da se metek not odbije, vse zmasakriral. Evo, zdaj smo šli pa gor. To je pa unke vozil avion, MiG-21. A ja, drugače imaš ful velik kompleks, kjer imaš različne razstave.
To sem se odločil, da ne kaj preveč posnem, bi pa rad dal eno veliko pozornost na tole mašino, ki se imenuje Enigma. In to je bila ena ful znana mašina nemška, katera je bila namenjena za pošiljanje sporočil iz ene na drugo stran, katerih niso mogli dekodirati, prav Američani, Angleži in vsi nasprotniki. In tukaj gor imaš celo zgodovino te fantastične mašine Enigme in je prav zanimivo videti tudi v živo. Zdaj pa prihajamo končno do podmornice. Ti si bil v vojski, ne? Ja, in točno na taki posli sem spal. A doma je 1,80 m premajhna. Ja, lej, kaj si moral, stari. Kaj sardina. Prav spomnil se, prav fajn je bilo. S tem smo mi baratali. Mi smo imeli te, ki se je izložil, ki je bil mehen, da je šel v tank. Tako gor. To, da sem. Tako je. Pa streli. Se pravi, če bi zdaj bila juga, bi morala v osnovni oziroma srednji šoli se učiti streljati. Najprej fitness, okrepčiti. Nema fitnessa, samo njiva, krompir, sađenje in čupanje, hajmo. Veš, kaj je to? Zračni napad. To sem jaz doživel v živo drugače, veš? Aha, zdaj sirena, gremo v zaklonišče. Evo, tako so bile posle v zaklonišču, pole tle je bilo za jest, pit, se pravi vse medicinske zadeve. Kaš pa tle? Koliko je tega stvari? Pa nikad kraja tega muzeja. Slovenija, tam je Jugoslavija, pa samo Slovenija. Nikad kraja tega. Evo, to je pa teritorijalna obramba. Teritorijalna obramba. Evo ga, Slovenija. Zdaj smo po Slovenijo prišel. Glej to, stari, to je pa prav uno, kako je bilo včasih v jugi. Regal, kaj piše? 2691. Zdaj smo šli pa nazaj v čas. Evo ga, kot da sem dan prišel. In še tak telefon sem imel. Glej, pa dnevnik. Takole šokantno se je začela vojaška drama dopoldne tudi v Mariboru. Ok. Ja, kaj prideš pa dol do Veščesa, tam, ko so bila, ko je jugo pod tankom, pa to, veš. Koliko je še tle stvari? A mi da tam bluziva. A vedel sem jaz, da obstaja še nekaj več. Pa tukaj je main dogajanje, skoraj si me zafrkal, Andreja. Wow, le to. Ovo je ogromna, je le to. Čakaj. Ni to lahko. Kam zdaj, levo ali desno? Desno. Zglinu v luknji. Hačo. Skor pa bi buško dobila. Dobre, evo nas, mi smo poredani tle, tako da gremo zdaj predstavitev čaka. Evo, zdaj smo vsi skupaj noter. Vsi skupaj lepo pozdravljeni v podmornici P913 Z. Gre za eno izmed 6 jugoslovanskih diverzantskih podmornic tipa UNA. Te podmornice so nastajale med letoma 83 in pa 88, naša konkretno je iz leta 85. Ok, situacija je taka, se pravi, tukaj smo zdaj doživeli par zgodb, zdaj gremo pa tja v strojnico, je tam bil en človek, tukaj jih je bilo 8. Ok, zdaj si predstavljali uno muskov dozad, Das Boot, a veš? In jaz sem zdaj v bistvu na lovu za Rdeči oktober. To so sami kultni. To daš dol in dejansko tam so sonarji, po katerih so oni po zvoku videli, kam grejo. S tem so pa, ko so prišli na gladino, so videli, kdo je kje. Ti si tudi tako obrnil levo, desno in si gledal. Eno ga Rdeči oktober, piči dalje. Torpedo! Andreja se je pa kar dol vrgla, da bo ona vozila. Jo, Se pravi, jaz ti govorim, kam ti pa vozi. Zdaj gremo pa v strojnico. Najbolj varno je po vseh 4. Evo ga, strojnica. Tle se pa magic happens. Tale kamion je v živo brutalen. In ko sem gledal tele zadnje stvari gor, sem se mislil, da je to kakšen un, ki uničuje mine. Ška ima tiste ketne. V bistvu on koplje rove. On koplje rove do globine 1,5 metra in izkoplje v eni uri tudi do kilometer rovov. Tukaj imamo še neka vozila, se pravi protiletalski, teritorijalna obramba. Pa imamo pa tle še patruljno izvidniško oklepno vozilo. Evo ga, tole je pa M55S. Tega so v bistvu naredili takrat, ko sem jaz služil vojsko. Se prav spomnim, ko so na novo dali te plošče, pa smo si mislili, kam mečejo denar in dejansko so bili res zdaj poslani v Ukrajino, kjer so jih spičili eno dnevu vse.
Ok, tole pa že maljače, to je pa M84, ali pa T84, to je bil pa že iz leta 84. V tega vem, da so samo 3 bili, ja. Zato, ker je tam imel avtomatski polnilec za top. Proti T55 sem jaz mogel polniti, temu sem imel pa avtomatski, ampak takrat nam je poveljnik rekel, da je to bolj slabo, ker zna zaštekati. In če zašteka tam not, ta pač bomba, mina lahko tudi eksplodira in si ti gotov. Evo, temu sem jaz bil, pet se pogled, evo ga, točno temu sem jaz služil vojsko in to je bil naš zaščitni znak, kleščmani. Evo, da vidite, kako je to noter izgledalo. Tukaj not v spredi je voznik, tukaj gor je poveljnik. Jaz sem bil pa tle, tukaj sem jaz bil, tukaj na temu sedežu sem sedel, to je ta stolček mali. To tukaj, ta kocka, to je pa top, del topa. On je gledal, kje so vsi, jaz sem pa delal grl kot svina. Ga policajskega motorja se pa spomnim kot mulo. S takim so še mene ganjali, ker sem bil na teh frčatih pa to. Prav spomnim se ga. Slovenska milica je leta 1986 kupila več motornih koles BMW. Se pravi, bili so v rabi do leta 2007. Samovozni proteletalski top. Hoteli so narejeni tako visok, zato da gremo lahko v vodo, veš. Ok, Andreja, čaka, ni tebi najljubši avtostojenka oziroma Jugo? Ja, tlele je skrešen. Oh my god. Bogi rev. To so ga tako v bistvu naredili simbolično. To so pa te pajki ali ježi, teh se spomnim kot otrok, ki so bili sredi Ljubljane postavljeni, ko se je vojna začela. Pa imamo tle Fiat, Jeep. Tle imamo pa Ghostbusters vozilo. Mercedes. To niso te današnji Mercedesi, kjer so polni čičkov. To so bili Mercedesi, ki so bili narejeni for life. Ok, jaz mislim, da smo mi vse obdelali. Če hočeš videti kaj več, spodaj pritisni join, pridruži se, postani član in boš videl ful več materijala, kakor ga viješ. Drugače pa vsi like, pa share malo ta video okoli, pa subscribe se. Mi gremo pa out. Bye.